Prva stvar, ki jo naredimo, je to, da gremo na zoom.us, to se pravi v naš Zoom account in tukaj pod personal, pod settings, torej v bistvu celoten link je zoom.us, pošiljnica profile, pošiljnica setting. Gremo na zavihek meeting, oziroma najlažja varianta je, da poiščemo tukaj gor, pa iščemo kar streaming, oziroma vtipkamo stream in imamo opcijo tukaj Facebook, YouTube in pa vkljukati treba, torej oziroma najprej treba to seveda vklopiti, tole, in pa pokljukati torej vse tri opcije, oziroma vsaj to opcijo Facebook pa Custom Live Streaming Service. Ok, to je prvi korak, ki ga naredimo. Drugi korak je pa, tole izbrišem, clear, in gremo pod tukaj na teh zavihkih, poiščemo Zoom Apps in če tega nimamo vklopljenega, tole vklopimo. To nam bo omogočilo, da dobimo Zoom Appse oziroma da lahko Zoom Appse dodamo v našem Zoomu. Ok, potem pa odpremo naš Zoom meeting. Zdaj moj Zoom meeting izgleda mogoče malo drugače kot vaš, ker sem ga poupdatala in je zdaj Zoom Workplace, drugače pa zadeve delujejo enako. In zdaj, ker smo v Zoom settingsih vklopili, da imamo možno, da imamo vidne appse, boste tukaj nekje v spodnji vrstici. Zdaj, če ne vidite čisto takoj tukaj na začetku, se vam mogoče skriva pod More. Skratka, najdete apps in vklopite apps. In najbrž boste imeli tukaj zdaj prazno, seveda pod My Apps boste na začetku imeli prazno in greste pod Add Apps in poiščete s pomočjo tegale, s pomočjo lupice iščete Live Streaming. Ok, izberete tole opcijo. Ko boste to opcijo izbrali, vam bo tukaj spodaj pisal Connect, Authorize and Connect, skratka tisto potrdite. In ko boste to imeli potrjeno, boste naslednjič, ampak boste lahko takoj odprli med appsi, bo tukaj pod My Apps ta live streaming. In kliknemo ta live streaming in potem dodamo Add Channel. Zdaj, če dodajate Facebook profil, deluje s temle, to se pravi, da kliknete kar tale Facebook, drugače pa treba izbrati opcijo Custom. Stream label date naslov, ne vem, Facebook skupina, skratka tukaj je to toliko znaka za vas. Stream key, pa tale stream RTMP URL boste dobili noter v svoji Facebook skupini. Stream page URL je pa tudi link vaše Facebook skupine. Potem greste pa v svojo Facebook skupino in prvi podatek, ki boste od Facebook skupine rabili, je kar tale link do vaše skupine. Torej, običajno je to facebook.com, pošiljnica groups in potem pošiljnica in je bodisi ali neka koda. Če ste pa kadarkoli spremenili v neko lepo ime, bo pa najbrž tukaj nek tekst pisal. Torej, ne tako, kot je premen številka, ampak bo neko ime. Torej, to je prvi podatek, ki si ga skopirate in to je podatek, torej Facebook, link do Facebook skupine, Facebook group URL. Potem pa rabimo še dva podatka, smo rekli, da pa rabimo dve kodice, ki sta pa vezane na Facebook Live. Jih pa dobimo tako, da gremo tukaj v eno objavo in bomo naredili tako, kot da bi šli v živo. Tukaj pod 3 piksami, video v živo. Seveda ne bomo šli v živo, ampak bomo samo pridobili podatke. Vzamemo tole, začni oddajanje v živo. In potem se mečkano nižje spustimo, imamo tukaj opcijo Select a Video Source, to je lahko spletna kamera, to boste mogoče imeli naštimano najprej na spletno kamero, ampak tisto, kar nas zanima, je pa streaming software. In tukaj zdaj dobimo dva podatka. Najprej koda pretakanja, si jo spet skopirate, to je tisti streaming key. Potem pa tukaj pod naprednimi nastavitvami najdete pa še server URL, torej to bo pa tisto, ko pisali tam RTMP, skratka, nima niti veze, kaj točno je. Tukaj boste sam pozorni, da imate vkljukano persistent stream key, kar pomeni, da bo ta stream key vedno enak. Ker če ne bo vedno enak, boste mogli vedno znova naštimati to zadevo, ki vam jo kažem. Če pa boste uporabljali tega, ki je persistent, torej vedno veljaven, boste pa torej naredili to, kar delamo zdaj samo enkrat. Torej, skopiramo še ta podatek, torej ta RTMP, kopiramo. In se zdaj vrnemo nazaj tja v naš Zoom, kjer smo si že pod ta custom channel naredili, torej FB skupina.
Pod stream, ki bomo torej prilepili tisti podatek, ki je bil ta prvi, tista koda pretakanja. Pod stream RTMP URL bomo nalepili tisto kodo, ki smo jo tam najdeli pri persistent key, to se pravi tisto, že začne se z RTMP, skratka tisto kodo. Pod stream page URL pa prilepimo link do naše Facebook strani, to se pravi tisti facebook.com, pošiljnica groups, pošiljnica pač koda, mislim številka ali pa vaše ime. In ko vse te podatke vpišemo, samo damo save. Zadeva bo pol takole izgledala tukaj, da imamo tole Facebook skupino, ampak bom zdaj pokazala od začetka, v bistvu, kako je, ko pridete na novo v Zoom, kako to v bistvu zaštartate. Torej, ko naslednjič prideš v Zoom, torej, ko Zoom čisto na frišno odpreš, torej najprej odpreš tukaj apps. Zdaj lahko, da se skriva pod more. Apps in boš tukaj pod My Apps že imel tudi opcijo live streaming. Zdaj, ali tukaj gor ali pa tukaj le My Apps. Izberem in že tudi v bistvu vidiš potem ta Facebook skupina, kot si pač poimenoval. In zdaj treba najprej tole vklopiti, da greš v živo, to je zaradi takole, oziroma da imaš sploh opcijo, da greš lahko v živo in pritisneš Start Streaming. Evo, in zdaj tukaj že piše live chat, dobro, ni available, ampak tukaj pa piše This meeting is being live streamed, pa skratka, da tole že gre v živo, ampak v bistvu ne gre v živo, ne, tako kot so nam že v videu povedali, imamo samo občutek, da gre v živo in moramo najprej v bistvu v živo, da gremo zares v živo, moramo še dokončno potrditi v Facebook skupini. Torej, gremo nazaj v našo Facebook skupino in zdaj lahko gremo direktno v živo, lahko pa, da smo splanirali, skratka, gremo tukaj pod video v živo, lahko je ta video v živo, to se pravi direktno iz tega, torej, da gremo direktno takoj v živo, lahko pa v bistvu, če smo skreirali vnaprej event, gremo pa pač v event, ne. Jaz sem šla torej zdaj tega, ki gre direktno v živo, torej rečem go live. Torej, gremo zdaj enako varianto, kot smo imeli prej, to se pravi streaming software. Seveda morate pred tem, jaz sem imela kamero izklopljeno, v realni situaciji boste morali imeti v Zoomu, preden sploh začnete, preden pritisnete gumb, da greste streamat, morate seveda imeti kamero vklopljeno, če ne vam je tukaj ne bo pokazalo, skratka tamle zgori je moja kamera vklopljena. Izberemo streaming software in v bistvu vse, kar še rabimo narediti, je klikniti gumb pojdi v živo in s tem v bistvu se bo dejansko začelo oddajanje v živo. Torej, dejansko, ko tukaj v Facebook skupini vidimo tale rdeč gumb End Live Video, dejansko pomeni, da smo res v živo. Torej, dvojni korak je, najprej streaming vklopimo v Zoomu, potem pa še tukaj v Facebook skupini in tudi ugasnemo seveda najprej tukaj v Facebook skupini in potem v Zoomu.